Beletrina v živo. Dober dan, pozdravljeni na 60. festivalu Borštnikovo srečanje, pozdravljeni v Beletrinini knjigarni v Mariboru in pa pozdravljeni na Beletrini v živo. Pozdravljen Martin Kušej, avtor knjige Za mano belina, pozdravljena Tina Mahkota, prevajalka knjige in sozaložnica knjige Za mano belina. Knjiga je išla v sozaložništvu Beletrine in založbe Mont. Pozdravljena Maša Žilavec in Vladimir Vlaškalič, ki bosta brala odlomke iz knjige. Martin Kušej je mednarodno priznan in uveljavljen gledališki in operni režiser. Režiral je po vseh zelo pomembnih odrih, zlasti v nemškem kulturnem prostoru, tudi v evropskem. Seveda pa je znan tudi kot intendant zelo pomembnih gledaliških hiš v nemškem prostoru, bomo rekli tako predzadnje Rezidenc teatra v Münchnu, nazadnje pa Dunajskega Burgteatra. Ta knjiga je izšla leta 2022, torej v obdobju, ko je bil intendant Burgteatra, in seveda je v knjigi nekaj besed tudi o njegovih principih pri tem delu. Večinoma pa knjiga govori o njegovem režiserskem ustvarjanju, zelo dobro, zelo natančno popisuje pravzaprav prelomne predstave na njegovi režiserski poti in pa principe, s katerimi je pri predstavah dosegal to, čemur bi se reklo trenutek resnice. Se pravi, tisti trenutek, ko se ugasnejo luči in ko se gledalci podamo na potovanje pravzaprav v neko drugo resničnost. Začela bi, Tina, s tabo. Vem, da že dalj časa spremljaš Martina kot režiserja, da pravzaprav redno hodiš v marsikatero gledališče. Pa smem jaz tudi nekaj reči? Ja, prosim. Samo da tudi jaz rečem, da sem zelo vesel, da ste tu do večer in se počutim dobro, zato ker sem tudi na ta način del Borštnikovega srečanja, ne kot režiser, ampak kot avtor. Ampak jaz nisem avtor, jaz sem še zmeraj režiser, delam tukaj trenutno in se počutim malo čudno tukaj v teh okoliščinah, ker sem čist mlad avtor. Ja, jesi režiser, avtor pa še zdaj pravzaprav protagonist knjige, junak si, tako da, ja. To je zdaj še ena funkcija zraven. Ja, seveda sem, hotela sem pa Tina delo vprašati, ker vem, da že dalj časa spremljaš Martina. Predstavljam si, da si, ne vem, si tudi bila ti pravzaprav pobudnica tega, da se knjiga prevede v slovenski jezik, ali mogoče Martin sam prišel na to idejo, kdo je to? Martina sem, mislim, kar presenetila s tem. Eno leto je tega, ko sem enkrat na Dunaju bila tudi na nekem pogovorju z njim v gledališču Burgteater, sem pristopila zelo sramežljivo, ker me ni poznal, mi da se osebno prej nisva poznala, in sem povedala, sem ta iz Ljubljane, jaz bi pa vašo knjigo rada prevedla in izdala v Sloveniji. A ni bilo prej? Prej sem prevedla nekaj odlomkov za radio. Ne, ampak tudi zdaj Zdravnico si prevedla. Ja, tudi, ampak v knjigi pač je zgodba naslednja. Jaz sem pač, kakor pač sledim in hodim tudi rada gledati predstave zunaj slovenskih meja, zlasti na Dunaj, zlasti operne, in sem Martinovo delo poznala. Nekaj predstav sem videla, nekaj v živo, nekaj opernih iz DVD-jev in bila pač navdušena, očarana. Potem je pa moja pozornost vodilo dejstvo, da je išla knjiga v nemščini in sem jo nemudoma prebrala in bila nemudoma navdušena, ker se mi je zdelo, da je toliko nekih zanimivih stvari o gledališču, o režiji, o operi. In tudi posebej zanimivo se mi je zdelo za slovensko bralstvo, tisti odlomki, tisti del, ko govori o Ljubljani v 80-ih. Takrat sem jaz tudi nekako malo že stopala v svet gledališča, pač kot prevajalka, nisva pa se poznala. No in sem potem prevedla nekaj odlomkov, najprej za Radio Slovenija, za program Mars. Potem pa sem nekako se odločila, da bi pa to bilo res zelo dragoceno, če bi to knjigo izdali v slovenščini.
In pač nek splet okoliščin je bil, da sem se pač odločila, da bom pa morda v življenju poleg prevajanja knjig še kako tudi objavila ali pa svoje stare prevode. In sem potem se pač odločila, da bom to vsekakor storila, poiskala pač so založbo in to je bila založba Beletrina. Tako da je knjiga dejansko potem čez 1 leto izšla. Dobili smo majhno podporo, subvencijo tudi Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in v tujini, kar je tudi lepo neko priznanje. Tako da je knjiga potem zagledala pač luč sveta približno pred 2 mesecema. Hkrati pa je bila takrat tudi premiera Zdravnice v Ljubljani v Narodnem gledališču in pač bilo spet malo naključje, no, da sem tudi Zdravnico jaz prevedla. Tako da sva sodelovala potem kar intenzivno. Seveda se Tino poznamo kot prevajalko, izvrstno prevajalko zlasti iz angleške in ameriške književnosti in zlasti iz ameriške in angleške dramatike, seveda, ampak seveda tudi iz nemščine, tako je zdaj pač iz nemščine prevedla ta pravzaprav avtoportret umetnika. Martin, knjiga je izšla pred 3 leti, zdaj pisal si jo, sklepam, v času pravzaprav pandemije. Se pravi, je kriva za to knjigo na nek način, pravzaprav je kriv ta prosti čas, ta prazen čas, ki nam ga je dala korona in spodbudila mogoče nek razmislek nas, ali si že dalj časa imel kaj takšnega načrtu? Ne, knjiga nima ničesar opraviti z časom koronavirusom. Ljudje se predstavljajo tako, da smo mi gledališčari takrat nič delali, čakali, da se stvari uredijo. Vendar je bilo ravno nasprotno, mi smo blazno producirali in pripravljali naprej. To se pravi, izid knjige je bil naključen in založba iz Dunaja me je povabila, naj jo napišem. In zdaj sem zelo vesel s knjigo in prejela je izjemne dobre ocene in tako je dosegla knjiga svoj namen in mi daje prav, da sem odločil za ta korak in delil moje misli, izkušnje in spoznanja. Mnoge od teh opisov so bili doslej rezervirane za moj notranji svet. To se pravi, bil je čas, da to tudi dam ven, da tudi nova komunikacija, da se začne nova komunikacija z gledalcami pravzaprav. In zdaj je knjiga tu, kupite jo, ne zato, da kaj služim, ker to je praktično nemogoče, da nekaj služiš kot avtor. Ampak kot vem, ljudje so to prebrali in pravijo, da je to važno tudi za razumanje mojega dela. Knjiga ima 10 poglavij, naslovi so pravzaprav takšne velike teme, s katerimi se vsi srečamo v življenju, od ljubezni, smrti, Boga, identitete, glavno naslov Avstrija, zadnja za malo Belina. Prvo poglavje pa ima naslov Provokacija in prosim Mašo Žirovec za prvi odlomek iz knjige. Bu! Ogorčenje občinstva me biča po obrazu. Januar 2022. Toska v moji režiji je bila pravkar premierno uprizorjena v Dunajskem teatru Andervin. Meni se zdi, da je bil večer sijajen. Glasba fantastična, pevci izjemni, diva nezemeljska. Moja Toska je osvobojena vseh konvencij, nobenih historičnih kostumov, nobenih diademov, nobene zaprašene navlake, ki v današnjem času nima več nikakršnega pomena za nikogar. Namesto tega sem postavil Tosko v nekakšno post-apokaliptično distopijo, nevezano na določen kraj in čas in zato tudi univerzalno veljavno.
V središče sem postavil odnos 3 glavnih likov. Dinamika med njimi me fascinira. Tistega večera je občinstvo na odru videlo najsvetlejše plati ljubezni, pa tudi vso njeno temo, brutalnost in brezno. Meni se to zdi fantastično. Delu premierskega občinstva pa se zdi, da sem njihovo Tosko uničil. Bu! Ni prvič, da se mi to dogaja. Bu! Dobrodošli v mojem življenju. In če sem iskren, sem na to vsekakor tudi malce ponosen. Sloves provokatorja, podivjanega bojevnika, uničevalca dram in oper me spremlja že vso kariero. In ves čas je to tudi osnovni nesporazum. Seveda sem Tosko razstavil, a sem jo tudi ponovno sestavil, ji dal nov pomen, jo naredil aktualno. Marsikomu se to zdi nespoštljivo. Dejansko pa je to ljubezenska izjava. Moje vrste ljubezenska izjava. Martin, ta bu ob Toski je bil samo še en bu pač na tvoji poti. Sloves provokatorja praviš, te spremlja in s tem ni nič narobe, če se le ve, če je prezir, le prezir iz pravih razlogov, ne? In te prave razloge pravzaprav razlagaš tudi v knjigi. Že na začetku z uprizoritvijo v Kongresnem centru v Beljaku leta 1987 se te je prijel pa še en hujši vzdevek, oziroma kot je provokator. Takrat si obveljal za skrunilca gnezda. Ko sem to slišala, sem rekla, pa saj to je pravzaprav sintagma, ki je v Avstriji si samo najboljši pridobitelj. Mislim, pa to so Bernhard, pa Jelinek, pa Handke, pa ti. Mislim, človek na to mora pa res biti skoraj ponosen, ampak vseeno me zanima, kaj pravzaprav si takrat v Beljaku naredil, da se je to zgodilo. Najprej hočem reči, da v bistvu jaz bučanja ne maram. Tudi če pišem, da sem malce ponosen na to, v bistvu nisem ponosen, jaz tega krika ne maram, to je krik, ki odraža intelektualni nivo pučarja, po mojem. In jaz osebno nikoli bi tako reagiral v teatru, tudi če bi bila predstava zelo slaba, nikoli ne bi to naredil, ampak seveda je to izraz tega, da moje delo ljudi zadeva, moti in jezdi, torej vse sem naredil prav. In tudi, kar se tiče provokacije, seveda to je važno in to je del vsake umetnosti, ampak mi ne gre za provokacijo pravzaprav. Mislim, provokacija taka, da je to škandal, tega nikoli ne planiraš in mislim, noben od nas, ki delamo v gledališču ali ne vem kje, mislimo samo na to, da bo zdaj to škandal. In nekaj podobnega se je takrat zgodilo v Beljaku leta 1987. Jaz sem bil blazno mlad in naiven in cerkev je mi vprašala, da nekaj naredim v zgodovini Koroške in meni se zdi, naslov je bilo, koliko prihodnost ima naša preteklost. In jaz sem takrat zelo naivno pripovedal zgodovino dežele Koroške. Seveda obstaja nekaj zelo občutljivih zgodovinskih dejstev, ki zadevajo predvsem nacionalistične in fašistične dogodke na Koroškem in ker to še danes ni zares predelano, se takoj oglasi in tudi to se takrat začelo, ko se dotakneš teh hram in to veš, kaj mislim, to je z mirom zaključeno z Slovencami na Koroškem pravzaprav. To je Prva svetovna vojna, to je ta Volksabstimmung, to so tablice, to so partizani, to zgodovino se pozna in če nekdo proba to razložiti, bi rekel na racionalnem, neideološkem mestu,
to nič ne pomaga. Takoj si v fokusu teh ljudi. Ja. Ampak to itak točno pišem v knjigi, se pravi, tega ne bom povedal, ker... Ja. Omenil si sam pravzaprav svoje poreklo in drugo pa o tem govoriš tudi v drugem poglavju, ki se imenuje identiteta. Se mi je zdelo zanimivo, pri nas bolj poznamo zgodbe pravzaprav umetnikov, ki so rasli v slovenskem okolju s slovenskim jezikom, manj pa seveda poznamo zgodbe tistih, ki so se pravzaprav odrekli tej identiteti zaradi vsakodnevne stigmatizacije. In to so, kot pišeš, pravzaprav naredili tvoji starši, ti nisi rasel s slovenščino. Kaj pa je bilo potem tisto, kar te je pravzaprav po študiju v Gradcu, pravi najprej študiju germanistike in športa, Martin je bil rokometaš v državni reprezentanci avstrijski, torej najprej po študiju germanistike in športa, potem pa še po študiju režije, ko si končal. Kaj je bilo tisto, kar te je takrat vendarle pravzaprav poslalo na pot v Ljubljano? Kako to, da si se takrat odločil, da boš pravzaprav pogledal na to stran meje? To je bilo čisto enostavno slučaj. V Ljubljano sem prišel brez ideoloških ali biografskih razlogov. Jaz sem študiral, preprosto sem hotel delati v gledališču in tam v Avstriji ni bilo šans, da bi dobil službo v teatru in potem sem izkoristil to priložnost, da grem v Ljubljano. Bil sem režijski asistent, tega posla takrat sploh ni bilo, po mojem. Mislim, ja, tudi to je v knjigi. Delali smo 4 mesece na predstavo Zahodni privez z Edvardom Millerjem. Jaz sem služil takrat, po mojem, za 4 mesece 500 šilingov, ne vem, koliko evrov je to. Ampak jaz sem tam užival, to je bilo eden od najboljših časov mojega življenja, moram reči. To je mogoče stari od vas se še spomnil, to je bil konec komunizma. Ljubljana je bila ful zanimivo mesto. Jaz sem samo gledal, ker nisem se moral predstavljati, kaj se tam dogaja, kako je to odprto, kje so, kaj jaz vem, to je bilo čas, Rdeči piloti, itd., Laibach in to je bilo zelo super. No in zdaj sem na koncu moje kariere spet v Ljubljani, oziroma tukaj v Sloveniji. Ja, slovenščino sem se takrat naučil, to se pravi, kot si omenila, pri nas doma je bilo to forbidden. Ampak ne zamerim to moje mami, ker ona je storila samo to, kaj so tudi delali 1000 ljudje, ker situacija za koroški Slovenci je bila po svetovni vojni, recimo v 60-ih, zelo težka in tako, da so ljudje raje zanikali svoje identiteto, kot da bi bili izključeni in pljuvani. Zato, ja, mislim, da je moj oče, ki je umrl že, ampak on je bil zelo ponosen, da sem se jaz odločil, da sem jaz Slovenec, ker sem. Mislim, to se piše Kušej. Se morate predstavljati, jaz sem 12 let mojega življenja mislil, da je moje ime Kušej po nemščini. To se pravi K-U-S-C-H-E-J. Šele, ko sem prišel v gimnazijo, sem videl, da v mojih dokumentih stoji slovensko. Ne? In potem sem mislil, ok, to je dejstvo in zato sem to. Tukaj sem. Ampak, ko si se šel pa v Ljubljani prijaviti na policijo, pa... Ja, no... Ja, mislim... Ne, jaz nisem vedel, kaj je razlika med državljenost in narodnost. No, tega nisem razumel, ker sem rekel, jaz sem Avstrijec. In on pravi, ja, Avstrijec in? Jaz sem rekel, kaj in? Jaz sem Avstrijec. Ne, pa ti si Slovenec, je rekel tam. Ok.
S tem priimkom. Ne, s tem priimkom. Ja. Hvala. Zdaj bi pa, ne bomo vseh 10 poglavij, ampak zdaj smo nekako zdaj smo provokacijo in identiteto smo nekako, zdaj bi pa prosila, zdaj smo pa pri 3. poglavju, to je smrt in prosim Vlada za odlomek. Poglavje je smrt. Smrt. To je koroška slovenska tema, ne? Kdor ustvarja gledališče, vedno razmišlja o smrti. Toda le redki dramatiki so to počeli tako intenzivno in dosledno kot Sarah Kane. Njena gledališka igra Razmadežna je težka igra. Težko jo je razumeti, še težje prenesti in skoraj nemogoče uprizoriti. Zgodbo sestavlja niz prizorov, ki šokirajo in razburjajo. Hkrati pa se ves čas dotikajo eksistencialnih občutij človeškega bivanja. Ko sem Razmadežno prebral prvič, je bil to silovit, črn vrtinec, ki me je neustavljivo pograbil, bolj kot z odporom me je navdala s čudenjem. Že po prvih straneh me je besedilo zasvojilo in dobesedno ustrašil sem se, da se bo prehitro končalo. Med branjem sem skoraj telesno občutil, kako zelo se je avtorica morala siliti, da je besedilo napisala in da kakršnokoli režijsko kategoriziranje ali razlaganje z moje strani ne bi pripeljalo do ničesar drugega kot do banalnega posnemanja in poenostavljanja. V svoji uprizoritvi sem hotel ponovno najti tisti prvi intenzivni občutek in ga prenesti na igralce. Kajti v tej igri morajo igralci razviti svoje like na način, ki presega vse meje. Tu igralci več ne igrajo, ampak vstopijo vase in naredijo preskok na raven, ki je onkraj vsega, kar je mogoče načrtovati in nadzorovati. Sarah Kane, s katero me je prav tako vezalo osebno prijateljstvo, si je 20. februarja 1999 vzela življenje. Njen samomor, v nemščini znan kot Freitod, svobodna smrt, me je prisilil, da sem ponovno razmislil o tem zadnjem trenutku v našem življenju. Smrt je zadnji trenutek našega življenja. Z te perspektive je vse, kar smo kdaj doživeli, čutili in mislili, spomin. Smrt je vse sedanjost konča. Stali se v neskončni trenutek, katerega konca mi, živa bitja, ne moremo prepoznati. Pomen tistega trenutka izhaja iz dejstva, da je končan. A smrt bi lahko pomislili, nima konca, se ne konča. Smrt je logična posledica vsake ljubezni, je večni antagonist v dramatiki. Vsaka drama, vsaka zgodba se na vse zadnje ukvarja s tem, z ljubeznijo in smrtjo. Medtem ko se ljubezni nikoli ne moremo naveličati, se smrti bojimo in jo odrivamo od sebe čim dlje, kot je mogoče. V času študija sem imel referat o knjigi Položiti roko nase, Hand an sich legen, avstrijsko-francoskega pisatelja Jeana Améryja. V njej je Améry smrti ne poskuša umeti, kot da je anomalija samomora. Anomalija samomora pa ne kot zgolj psihološkega pojava, ki ga je mogoče raziskati in ozdraviti. Veliko bolj mu gre za ljudi, ki se s smrtjo spoprijemajo tako pogosto in tako intenzivno, da jo imajo raje kot življenje. To oživljanje je v osnovi pogoj za gledališče. Zato sem na svojo predstavitev v seminarsko sobo s seboj prinesel nabito pištolo. Položil sem jo na profesorjev kateder in rekel, ko govorimo o samomoru, moramo vedeti, kaj to je. Kakšen občutek je to? Vse sem pozval, naj si prislonijo pištolo k srcem. In nato počasi premaknejo prst do sprožilca. Ko zdaj gledam nazaj, vem, da je bilo to skrajno nepremišljeno in noro. Ni čudnega, da je profesor izgubil živce in zagrozil, da bo poklical policijo.
Beletrina v živo.